Dobrodošli v novem videu in v tem videu vam bom povedal 6 mitov oziroma 6 laži, ki jih zelo velikokrat slišim pri investiranju. Se pravi, verjetno ste že velikokrat slišali kakšne od teh laži in mogoče tudi, da so vas nekatere od teh laži v bistvu odvrnile od investiranja. Zato ker, kar sem opazil pri teh lažeh je, da jih v bistvu ljudje velikokrat govorijo kakor nek izgovor za to, da oni ne investirajo. Tako da v tem videu bom izpostavil 6 izmed teh laži in v bistvu povedal, zakaj te laži ne držijo. No, in prva laž je, da je investiranje težko. In zdaj tukaj ni mišljen, da je težko kupiti delnico, zato ker to lahko naredite res v easy, samo naredite nek account pa kupite, to vam bo vzelo 10 minut, ampak je bolj mišljen v bistvu, da težko je vedeti, katero delnico kupiti. In to je zato, ker to vzame veliko ponovitev, veliko researcha, v glavnem vse te stvari, ampak ni nujno, da je investiranje toliko težko, se pravi, ne rabite si narediti investiranja toliko zakompliciranega. Zato, ker kar lahko naredite je v bistvu, da kupujete samo low cost ETF-e, ki v bistvu spremljajo indeks funde in na dolgi rok v bistvu, če boste DCA-li v te ETF-e, boste tako outperformali 90% actively managed fundov. No, druga laž je po mojem mnenju najhujša in to je, da ne rabite še zdaj začeti investirati, da si to lahko pustite za pol, ko boste starejši in v bistvu to pol delejate na fullu naprej. Ne? No, in to je res v bistvu najslabša stvar, kar lahko naredite pri investiranju. Zato, ker prej, ko boste v bistvu začeli, prej boste več ali manj prišli do tiste vaše željene cifre, ki je pač vaš cilj, ne vem, ali za upokojitev ali za karkoli. Tako da jaz vam res predlagam, čim prej začnite investirati in to je v bistvu zaradi compound interesta. Se pravi, kako to deluje? Compound interest deluje v bistvu tako, da vsak let, ko vi dobite nek interest na svoj investment, se pravi recimo, da investirate v S&P, pa je povprečen yearly return okoli 10%, se pravi, boste prvi let dobili 10% in pol drugo leto boste dobili 10% na teh na vsoto, ki jo imate po prvem letu. Se pravi, začetna vsota plus 10%, v drugem letu dobite 10% na to številko. In pač tako naprej, v bistvu v nedogled, dokler ne prodate tega. No, in če dam zdaj tukaj recimo en primer. Rečemo, da investirate od 35. leta pa do 65. leta, pa da investirate vsak mesec 500 evrov. V recimo S&P 500, kjer je povprečen donos na leto 10%. No, ko bi bili vi stari 65 let, bi v tem primeru imeli 1.130.000 evrov, kar je ful veliko, ni bad, od 35. do 65. leta v 30 letih zaslužite toliko veliko denarja. No, ampak zdaj si pa predstavljate, da bi začeli investirati samo 10 let prej, se pravi, začeli bi investirati pri 25 letih, isto vsak mesec 500 evrov, no, v tem primeru bi pri 65 letih imeli kar 3.162.000 evrov. Se pravi, vidite, koliko realno naredi teh 10 let razlike. Teh 10 let naredi v bistvu pol na koncu več kot 2 milijona razlike. In ko tako pomislite, v bistvu šele se lahko zavedate, koliko se splača v bistvu prej začeti investirati, koliko je vrednih teh začetnih 10 let. In ja, predstavljajte si zdaj, da recimo začnete še prej, recimo pri 20-ih, koliko cash imate šele pol lahko. Bom pustil spodaj ta compound interest kalkulator, da se lahko malo igrate s temi ciframi, no, pa si pogledati. No, tretja laž, ki jo vidim velikokrat pri investiranju je, da ljudje mislijo, da morajo biti bogati že, da začnejo investirati. To je dosti pogosto razmišljanje, ki ga vidim, ampak je v bistvu zelo, zelo napačno. Zato, ker recimo, če gledate vi ta video, imate najverjetneje nek računalnik, mogoče telefon, probably nek Wi-Fi in mislim, da se v taki situaciji, da bi se najdel kakšne 100 evrov ali pa karkoli na mesec, ki jih vi lahko investirate. In kakor sem prej rekel, že te majhne investicije, v bistvu majhne konstantne investicije vas lahko dosti daleč prinese.
Se pravi, prej smo pogledali primer za 500 evrov, ampak, kot sem rekel, pogledajte si spodaj tisti interest, compound interest kalkulator, pa si v bistvu lahko si date svoje cifre, ne vem, je to 50 evrov na mesec, 100 evrov na mesec, nima veze, pogledajte si malo, ampak kar hočem reči je, da začnite čim prej, tudi če niste bogati, lahko začnete investirati. No, četrta laž je, da je investiranje zelo tvegano. In to je res za kakšne te špekulativne asete, kot so naprimer kripto, ali pa za podjetja, recimo z velikimi vizijami, ki so brez profita. No, ampak investiranje v bistvu ne rabi biti riski, če vi zbirate prave asete za investicijo. Se pravi, če investirate v low cost ETF-e, kot sem prej rekel, če investirate v delnice z dobrim balance sheetom, z malo dolga, z konstantnim cash flowom, pol je to dosti varna naložba. In v tem primeru se meni zdi, da je v bistvu bolj riski, če vi ne investirate, in pač bolj riski v smislu za vašo prihodnost, zato ker boste imeli manj casha. No, peta laž je, da vi rabite enega profesionalca, če hočete začeti investirati. Se pravi, ali je to nek actively managed fund, ali da morate vlagati v actively managed ETF-e, karkoli. In to je v bistvu daleč od resnice. Zato ker fakt je, da 90% actively managed fundov v bistvu underperforma S&P 500. In če tukaj mi upoštevamo še FIE, ki so pri actively managed ETF-ih tam okoli med 0,7 pa 1%, ponekod tudi več, v teh kakšnih fundih pa tudi do 2%, v bistvu vidite pol veliko razliko med tem pa S&P-jem. In tudi če je recimo ta razlika samo 1 ali pa 2%, na dolgi rok je to ogromen denarja. Tako da v bistvu meni se zdi veliko bolj pametna stvar, da investirate v te passively managed ETF-e, kot so ETF-i, ki spremljajo S&P 500 ali pa Nasdaq, zato ker so tudi fee dosti manjši in v bistvu vas tudi ne bo vas rabili skrbeti, če boste če boste sploh outperformali market. No, in šesta laž pa je v bistvu, ko ljudje rečejo, da nimajo časa za investiranje. In tukaj se v bistvu meni zdi, da je enako kot pri vseh stvareh. In to je v bistvu, da če rečete, da nimate časa za investiranje, to pomeni samo, da si vi nočete narediti časa za investiranje. Zato, ker če bi hoteli investirati, bi si najverjetneje vzeli malo časa, da bi se to pol tudi zgodilo. In tukaj sam pomislite, v bistvu, koliko malo časa sploh vzame, da vi naredite, se pravi, nek brokerage account in začnete samo DCA-jati v te ETF-e, ki sem govoril prej. In v bistvu pri tej strategiji ne rabite delati sploh researcha. In tudi recimo pri zelo velikih teh novih platformah imate v bistvu tudi opcijo kakor recurring buy, se pravi lahko dejansko si enkrat setupate DCA-janje, da boste, ne vem, vsak mesec investirali toliko pa toliko v S&P, to si lahko vse naštimate in dejansko to vam bo vzelo mogoče 1 uro, da si vse to naštimate. Tako da ne govorite, da nimate časa za investiranje, zato ker če hočete investirati, si boste že vzeli to 1 urco, da začnete. In pa predlagal bi v bistvu tudi vsem, da to začnete čim prej, se pravi. Zato ker dlje ko boste čakali, slabše bo za vas, zato ker recimo 10 evrov danes je veliko več vrednih kot 10 evrov čez 10 let. Kogar smo v bistvu pogledali prej, koliko je v bistvu vrednih tistih prvih 10 let pri investiranju. In ja, to bo to za ta video, 6 najpogostejših laži. Napišite, če imate še vi kakšno. Pa še povem, danes je v bistvu zadnji dan, ko lahko sodelujete v najmu giveawayu za MacBooka Pro. Pojdite pogledati na najin Instagram in pa joinite se še najini Discord skupini. Največja finance Discord skupina v Sloveniji. Ja, se vidimo.